Zakaj se pa temu prostoru reče Moderna galerija? Moderna galerija je muzej moderne umetnosti. To pomeni, da hrani moderno umetnost, da hrani slike, kipe, risbe, grafike. Pri katerem letu se začne moderna umetnost? Moderna umetnost se po nekaterih teorijah začenja z letom 1870 in traja do 1960 ali 70. Ta slika je pa ful lepa. Ja, to je ena najbolj priljubljenih slik pri otrocih na naši stalni razstavi in sicer naslov so Vaški mestni in vaški otroci. Slikar je France Kralj. Zdaj pa mogoče mi vidva povesta, po čem bi recimo sklepala na sliki, kateri otroci so kmečki otroci in kateri so mestni otroci. Meni se zdi, da je ta bolj iz mesta, ki ima lepše čevlje pa lepše oblečene. Imaš prav, ne? Tale deklica je Milica, to se pravi, to je slikarjeva hčerka in ona je iz mesta. Ostali otroci so pa podeželski. Zakaj pa je ta kip tako nagnan pa tako oblikovan? Zgleda kakor človek, pa v bistvu ni človek. Ja, naslov tega dela, to je kip iz marmorja, in naslov tega dela je Dekle s knjigo. Figura je zglajena, je čisto gladka, tukaj pa, kjer sedi ta podlaga, je pa iz kamna, ki ni zglajen. In je tudi ta kontrast, to se pravi ta razlika med gladkim telesom in tem hrapavim kamnom, na katerim sedi, tudi to je umetnik naredil nalašč. Kakšen naslov pa ima ta slika? Do zdaj so imela vsa dela, ki smo jih gledali, so imela naslov. Ta slika, pa kaj piše tamle zraven? Brez naslova. Brez naslova je, a ne? Ta slika je brez naslova ravno zato, da nam ne sugerira, kaj moramo videti, a ne? Ker je brez naslova, si mi lahko potem se potopimo v te barve in si lahko po to predstavljamo, kar si želimo. Tukaj so pa naslikane zelo živahne pa žive barve, ampak ne vidi se, kaj točno pripoveduje ta slika. Ponavadi, ko gledamo sliko, pogledamo tudi, kakšen je njen naslov. In tukaj vidimo, da piše Neznani heroj. In potem skušamo povezati to, kar vidimo in to, kar smo prebrali. Kaj pa mislite, da rdeča barva pomeni? Zakaj pa je toliko rdeče barve? Boj. A ne? Tako, če je heroj, bravo, res je, ne? Hudo, kaj pa je to? To je delo Stojana Batiča, imenuje se Kompozicija 2. In kaj vidimo recimo tukaj, kaj vidite? Kateri elementi so pri tem kipu? Steklo. Nekaj žog. Bravo, pa kaj pa, kje pa je to, kjer stoji gor? Kamen. Je pa kamen, imamo kar naenkrat imamo 3 elemente, ki so vključene v en sam delo. Ta slika se pa ful razlikuje od drugih. No, tukaj govorimo o enem delu skupine Irvin, ki ima naslov Kapital. To se pravi, da v to delo spadajo vse slike skupaj z nagačenimi živali in seveda tudi ta slikan del, katere je ta šalčka. To je taka, ki bi jo lahko tudi kupili, ali pa jo imate recimo doma ali pa mogoče pri babici doma. Ampak kaj je posebnega na tej šalčki? Da je gor narisan križ. Križ, res je. No in ta križ je zelo pomemben. Zaradi tega, ker skupina Irvin je ta križ povzela po enem ruskem avantgardnem umetniku Kazimierju Maleviču. In ta križ je tako kot neke vrste njihov podpis. Skodelica se pa tudi nanaša na eno delo, Kofetarico, Ivane Kobilca. In vidite, da ima ta kofetarica, ker pač pije kavo, ima v roki skodelico kave.